Gornja Radgona, na severovzhodu Slovenije s sosedo Radgono čez Muro. Občina na 75 kvadratnih kilometrih s 5000 hektarji kmetijskih površin in 2350 hektarji gozdov. Staro tržišče za vino, sadje in druge kmetijske pridelke, tudi mesto sejmov in penine. In vse bolj rastočega gospodarstva. Sosedna Avstrija je bolj turizem, mi pa smo res isto industrijsko mesto, katero vseeno tudi dodaja neko dodano vrednost naše industrije. Ne, to ni neka navadna industrija čisto, ampak je dejansko nekaj več, kar se tudi vidi že po samih zaposlitvah. Vsa podjetja iščejo zaposlene. In so težko čakala na novo razširjeno industrijsko cono, ker že od nekdaj velja, brez štalce ni kravce. Primeren prostor pomeni to, da lahko te naše procese izvedemo tako, da so optimalni, da so vitki. Tu lahko tudi potem tisto lean filozofijo praktično dejansko udejanjimo, tako da res potekajo postopki, procesi, tako proizvodni, kako potem tudi logistični, pomeni materialna oskrba in vse skupaj optimalno, kar nas dela na dolgi rok konkurenčne tudi tukaj v tem okolju. Imeti industrijsko cono v prvi vrsti pomeni imeti svoj prostor, kjer lahko delaš. To pomeni, da je dostopnost, se pravi dostopnost in za tovornjake, da lahko se pravi, da blago pride, da blago lahko gre ven. Dostopnost za ljudi, kateri pridejo v službo, da imajo kje parkirati. Pomeni neko ozemlje, v katerem lahko normalno deluješ, s tem brez da motiš občane samega mesta. To leto smo tako daleč, da bi začeli z fazno gradnjo v industrijski coni Mele in to nam bo omogočalo naslednjo rast podjetja, širitev in pa dvig produktivnosti. Industrijska cona Mele ob glavni cesti Maribor-Lendava 677 tisoč kvadratnih metrov, prostih je le še 67 tisoč. Torej je že zasedena 84% in se še polni. Nekateri so tu že dolgo, večji in manjši. M-Trade prodaja na debelo izdelke za prenos moči, ležaje, reduktorje, elektromotorje, zastopa največje in vodilne svetovne izdelovalce. Za letos načrtuje 6,5 milijonov prihodkov. Lahko povem, da vkolikor tistega časa, čeprav se je začela ravno te 2008 finančna kriza, če ne bi prišli sem, verjetno ne bi preživeli. Ko smo se preselili sem v te dosti večje prostore, so nam v tistem času omogočili najti neke nove posle, za katere smo ravno presneto potrebovali to našo veliko delavnico in smo lahko preko teh novih nekih stvari, ki smo izvajali, storitve, dejansko preživeli tudi tisto finančno krizo. Tudi podjetje VAR finančne krize ni občutilo, zato pa se spopada z omejitvami pri hrupu, logistiki in širitvi, ker je v središču mesta. Izdelujejo dele za avtomobilsko industrijo, kombinirana orodja za preoblikovanje pločevine kompleksnejših izdelkov s hladnim preoblikovanjem in varjenjem. Lani so ustvarili čez 14 milijonov evrov prihodkov in skoraj 50 tisočakov dodane vrednosti na zaposlenega, brez tretje izmene, ki je ne smejo imeti zaradi hrupa. Mi dejansko v prejšnjem letu 2022 smo obdelali 2000 ton pločevine. To je zelo veliki izziv, logistični, posebej takrat, ko je v nekem danem trenutku, se pravi, tako da te tovornjake treba usmerjati in pa tudi jih temu primerno koordinirati, kar se tiče toka materijala. Imamo razčlenjeno logistično več skladišč, kjer skladiščimo orodja, vhodni material, polizdelke, gotove izdelke za izdobavo in pa tudi samo embalažo. Zato so kupili 30 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v industrijski coni. In to nam bo omogočalo naslednjo rast podjetja, širitev in pa dvig produktivnosti. Optimalno tok materijala, se pravi logistike, zminimiziramo izgube časov pri tem delu poslovanja, nova in pa prijetna delovna okolja in pa možno širitev še za nove projekte in pa za pridobivanje novih kupcev, nove priložnosti. Za Elrad, ki je bil nekoč tudi v središču mesta, je leta 2007 prinesel priložnost prav prihod v industrijsko cono. Čez 8 let so se širili, zdaj se spet.
550 zaposlenih tu, drugi skupine v Srbiji, Mehiki, na Filipinih in Kitajskem. Izdelujejo elektronske sklope in regulacije za največja svetovna imena. Lani v skupini 220 milijonov evrov prihodkov. Pretežni del seveda povezanih z izredno zahtevnimi delovnimi opravili in seveda visoko usposobljenostjo, potrebno visoko usposobljenostjo. Pri čemer je delovno okolje zelo pomembno. Definitivno to je eden od osnovnih pogojev, torej samopočutje, pogoji dela in seveda celotna atmosfera izredno je pomembna, da se dosegajo rezultati, da se podjetje tudi prikaže v primerni luči do vseh svojih poslovnih partnerjev in da seveda dosega tiste rezultate, ki so potrebni, da smo konkurenčni v širšem globalnem okolju. Zdajšnjih 10.000 kvadratnih metrov bo tudi kmalu premalo, zato so tu kupili nova zemljišča. Ki imajo direkten dostop do javne infrastrukture, ki je urejena, ki nam pa omogoča tako nekako dolgoročno širitev tudi na tej lokaciji, kakor tudi dosti bolj optimalno logistiko v najširšem pomenu besede. Industrijska cona na Meleh seveda ima vso infrastrukturo, od ustrezne plinske in električne napeljave do komunikacijskega in komunalnega omrežja. V njej je na dobrih 40 hektarjih že 31 podjetij z različnimi dejavnostmi. Prevladujejo kovinsko-predelovalna, steklarska in elektronska industrija. 10 največjih podjetij povprečno zaposluje več kot 4700 delavcev in ustvari skupaj 612 milijonov evrov prihodkov, kar je več kot 94% celotnih prihodkov podjetij v občini.